Letošnje leto je izstopajoče glede na pojavnost mišje mrzlice na Slovenskem. Kakšne so posledice na klinični ravni, kako je s hospitalizacijo teh bolnikov? Glejte, posledice se kar poznajo, ker je število bolnikov je kar veliko. Danes jih leži recimo na kliniki 8, kar pravzaprav že skoraj zaseda polovico enega oddelka. Nekaj jih je tudi na nefrološki kliniki, točnega števila sicer ne vem, tja grejo tisti, ki potrebujejo dializo ali pa so malo težji. Smo jih pa zdaj praktično, lahko rečem, hospitalizirali že blizu 70, plus še teh 8, da ne rečem, kakšno obremenitev je to na urgentno ambulanto, kajti trudimo se velik delež bolnikov obravnavati ambulantno, se pravi, hodijo na preglede, na infuzije in kontrolo laboratorijsko. Kajti razmere so vendarle v tem času še vedno zapletene, še vedno je prisotna epidemija novega koronavirusa, s katero se nekako spopadamo že poldrugo leto. Zato je morda toliko bolj smiselno in nujno opozarjati na preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečimo tovrstne okužbe, ki so nenazadnje lahko zelo kompleksne, tudi življenjsko ogrožujoče. Sama zaščita je dost, bi rekla, preprosta. Seveda moraš prepoznati nevarnosti, zdaj ta hip so najbolj ogroženi gozdarji, potem pa vsi tisti, ki delajo veliko na zemlji, kjer so miši in drugi glodavci zadržujejo, pa vsi tisti, ki čistijo kleti, postrešja, to, kar se je čez zimo nabrali. Pri takem delu je potrebno, se pravi, po en stran razkužiti oziroma dezinficirati področja, kjer so te iztrebki oziroma kjer se vonja urin glodavcev. To najlažje naredimo z razkužili. Najbolj nekako enostavna je uporaba varikine, en del varikine, 9 delov vode. S tem poškropimo zelo obilno tam, kjer vidimo te iztrebke. Potem pa pustimo 5 minut in potem se to seveda obriše in počisti. Ne svetuje se sesanja, ker lahko se te viruse še dodatno razprši čez te filtre, če niso ravno taki visoko zmogljivi. Nosimo masko pri delu, rokavice si nataknemo, gumijaste, so najbolj primerne ti za gospodinjstvo in seveda potem s temi rokavicami čim manj prijemamo okrog, ampak jih slečemo in se roke umijemo.